Sodiščem, ona ne želi. Ona ustraja, da stanovanje je njeno in da je bilo to nezakonito od nje prevzeti. In to je edino njena tista. Ona ne želi drugo stanovanje, ampak ona trdi, da je bilo to nezakonito. Vse tisti postopek proti njej. Komentirajte to stvar, da gre za 2800 evrov samo. Vse, kar moram reči, da to je stvar sodišča, to jaz ne morem, jaz ne vem ozadje, vse ozadje, da bi bilo narobe, da karkoli, ne, jaz samo povem, kar ne. Ampak vi veste, kakšen je točen dolg gospe? Se pravi, jaz ne vem vse ozadje, ne vem vse ozadje, ne, in to je to. Jaz sem govoril z gospo, ker je sedela vsak dan pred sodiščem, sem jo povedal, da je razumel njene stiske, ona je rekla, da ona želi samo njeno stanovanje, nič druga. Ne, da ona meni, da je bilo to nezakonito in da sodišče ni ravnalo prav, ker ona je bila pripravljena v bistvu urediti te dolgove, če sem prav razumel, ampak vseeno sodišče se ustrajalo, da gre naprej z izvršbo. Tako. Ali ima občina Piran mogoče prazno stanovanje danes, če bi gospa Ola... Še enkrat moram ponoviti, gospa ne želi od občine Piran nobenega stanovanja, ona želi svoje stanovanje, nič drugega.